Nič, pol predlagam, Peter, če nadaljuješ z naslednjo točko. Ja, z veseljem. Naslednja točka pa je o sistem za prodajo plemenske živine. Spletna ponudba, to tole, to vidite, ja, ta kvadro. Ja. O tej prodaji smo se pogovarjali že zelo dolgo časa, veliko stvari prišlo vmes, tehnične težave, filozofske težave, tudi malo strokovne težave. Zdaj, LISA organizacija Rejska zveza je že dala določene pripombe, mi smo pa to implementirali in naredili, bi rekel, po moje enostaven vstop za prodajo, ampak čisto pasenske plemenske živine. To je tukaj največji catch, to reče žival nima porekla, se pravi živali, ki nimajo znane pasme, NZ ali križanci, tistih naj ne bi prodajali kot čisto pasenskih živali. Če sem jaz pravilno zastopil namige upravnega odbora, to pomeni, da vsaka žival, za katero bi lahko dobili pedigre, take živali ne bi se prodajale preko tega portala. Namenjen naj bi bil vsem pasmam, ne samo lisasti, in vsem kategorijam plemenske živine. Osnovni namen je seveda, da bi se ta trg spet začel postavljati, to se pravi, da bi rejci zahtevali pedigre, da bi zahtevali porekla, da bi zahtevali ene podatke, da bi zavrnili nakup, če se jim zdi žival že zaradi, bi rekel, papirjev slaba, ne samo zaradi izgleda, in s tem doseči, bi rekel, višje, primernejše cene za čistopasenske plemenske živali. Sam sem tajnik Društva rejcev govedi za meso Slovenije in ko smo postavili rejski program brez tega, da bi živali prodajali prek spleta, jih rejci prodajajo sami, imajo pa možnost za živali, zdaj, ker je rejski program potrjen, naročiti pedigre, se je povpraševanje po letih, se pravi po takih dokumentih, enormno povečalo. Se pravi, v letu 2021 je bilo izdanih približno 250 pedigrejev, se mogoče se zdi malo, ampak 800 živali v rejskem programu. Si predstavljate, koliko bi bilo to, če bi govorili recimo o lisasti pasmi. Se pravi, že sama možnost, da ljudje to dobijo, povzroči, da rejci zahtevajo in potem pač prodajalci naročijo. Zdaj, kako oddati samo glas na bolha.com, zdaj, če delava reklamo, je prodaje živine ogromen in z njimi v bistvu ne moremo konkurirati, ker je stvar utečena, med ljudmi poznana, cela generacija je že zrasla z bolho. Edina stvar, ki jo lahko tukaj dodamo, so podatki o proizvodnji ali plemenski vrednosti in plemenski vrednosti, ki jih ob oglasu lahko kupec vidi in zaradi nepristranskosti jim tudi verjame. Se pravi, kako oglas oddamo na spletnem portalu, govedo, bom pa prav pokazal, ali pa ta stvar še ni implementirana, je pa zdaj že vse narejeno, da bi bilo to možno, če bi bili za to s pomočjo kratkega sporočila. SMS. Torej, ko na spletnem seznamu svojih živali, to že deluje, ampak sam za eno določeno rejo in je še to skrito zaradi nekaterih stvari, ki bomo
debatirali na koncu programa, predstavitve. Ko mi izberemo, kjer žival bi radi dali ponudbo, se nam odpre maska za oddajo, kamor lahko dodamo sliko, napišemo kratek naslov oglasa, vsebino, ceno in pa kontaktni podatki, izberemo, kater kontaktni podatek naj se nam prikaže. Na koncu oglas prileti na seznam oglasov, ki so že vidni na spletni strani. Zdaj vam bom pa jaz dal v chat, da se te programi stop. Zdaj, če kliknete na tale link, ki sem vam ga objavil, boste že videli 3 oglase, ki so postavljeni, bi rekel, za hec. Če bi oddajali oglase s spletnim sporočilom, s kratkim sporočilom, bi seveda bilo približno nekaj takega, da bi recimo rekel prodam in pa številko živali in bi se oglas sestavil s tistimi stvarmi, ki bi jih pač imel. Slike seveda ne bi bilo, bili bi pa vsi podatki. Jasno, to žival morate vi imeti in tudi vašo telefonsko številko moramo mi poznati. Tako je. Trajanje oglasa naj bi bilo 30 dni oziroma do preselitve živali z lokacije, s katere je bil oglas oddan. To pomeni, da je bila žival prodana oziroma da je bila izločena karkoli, ali pa do umika oglasa. Spletna stran bi bila predstavljena na govedo.si, hkrati pa bi bila tudi deljena lahko na poljubno število drugih strani, kjer se pač postavi ena koda in se v bistvu izsek te spletne strani vrti na tuji spletni strani, recimo na spletni strani Zveze društev rejcev lisaste pasme Slovenije. Seveda, varnost pri oddaji oglasa je bistvena, torej živali, rejec naj bi bil sposoben ali pa naj bi smel prodajati le lastne živali. Mogoče bi uvajali tudi preverjanje telefonske številke kot neko garancijo, ampak mislim, da to tudi ni tako zelo važen. Če pač sestaviš oglas tako, da te ne bo noben poklical, si pač čisto sam odgovoren, da te živali ne boš prodal. No, zdaj vam pa pokažem, kako bi to delovalo v živo. Samo da jaz naredim spet nov share. Halo, kakšno vprašanje? Nekdo je nekaj rekel. Peter, zdaj, če kaj komentiraš, imaš izklopljen zvok. Slučajno, ok. Pokazal bom zdaj, kako to približno izgleda. To je ta seznam, čuveni seznam na kmetiji, ki smo ga videli že danes večkrat. Prav z tega seznama bo tukaj verjetno nekje en gumb, ki bo nakazal, da se ta žival, da bi jo rad prodal. Zdaj, rejska organizacija je izrazila željo, da bi lahko rejci prodajali, da bi samo tisti rejci prodajali živali, ki bi rejski organizaciji plačali neki procent. Zdaj to bi prosil, če predebatirate kasneje, ker tukaj pa je važno, ali se tukaj kaj pojav, ali se ne, ampak za recimo živali drugih pasem bo to, mislim, da odprto. No, pa recimo, da bi rad prodal eno od telih caric, recimo, se pravi, nekam klikneš in se ti pojavi oglas. Zdaj, če jaz bom skočil zdaj na sam
seznam oglasov, da ti videl, da to deluje. Se pravi, zdaj imamo tukaj 3 krave, ki so v ponudbi. Čalata, nima nobenega imena, in Ciba, in Čula, so 4 so že. No, jaz bom pa zdaj dal še to carico, pa rečem, prodam mlajšo kravo. Pokličite po 8 zvečer ali pa v nedeljo ob 10. In tukaj lahko napišete ime, Peter Podboršek, telefon, je tole važen, 01, cena. To je zdaj naslednje področje, ki ga bi radi uredili. Se pravi, da bi dejansko postavili neke normalne cene ali pa priporočene ali pa zaželene cene, smo se že na upravnem odboru pogovarjali o tem, da bi upravni odbor oziroma zveza pripravila neke vrste šifrant kodirnik, ki bi omogočal nastavitev priporočene cene. Torej, ali na podlagi mlečnosti, na podlagi plemenske vrednosti, starosti, krava breja, ni breja, v kateri laktaciji je, mogoče aktualen, da je njen oče aktualen elitni bik, take stvari, in bi tukaj rejec že lahko dobil, pa bi rekel, priporočena cena za tole šavro je 790 €. Pa je on rekel, ok, to jaz sploh ne bom prodajal, ali pa recimo, da bi bilo 1030 €. No, in ko se s tem strinja, odda in že pride, da je sliko, jaz slik nisem imel, sem kar jih je nepar naštino, da se tukaj pojavljajo. In se že ta oglas pojavi na spletni strani. Zdaj, če vi osvežite tiste linke, ki ste jih prej dobili, se pravi, prej bila Čala gor, zdaj naslednja je pa že ta mlajša krava. No, in ta oglas potem tako, če se pa zdaj postavimo v vlogo kupca, pa kupec verjetno bo na spletnih straneh zunanjih, kot ene vrste reklama, se pojavil zadnji oglas in ko bo kupec kliknil tja, ga bo prinesel sem. In tukaj ima zdaj možnost, da sortira po ceni, podajoče, naraščajoče, kar pa ti čisto nič ne nuca, tebe malo bolj zanima, da rečeš krava ali kaj takega. Se pravi, po vsebini oglasa lahko iščeš in s tem sortiraš oglase oziroma ožaš. No, recimo, da sam rečem krava, da sem dobil sam en oglas, kjer piše krava. Lahko pa bi dal recimo bik, ne vem, bolko, dobil sem en oglas, kjer je oče bik bolko. Ali pa, ne vem, 2017 sem dobil 2 krave, ki sta rojene 2017, približena, ne. Tukaj gor pišejo podatki, ki so živi, torej imamo podatke o mlečnosti same živali, se pravi, ta je v prvi laktaciji, ki je že verjetno zaključena, plemenske vrednosti iz novembra 2021, mama njena je imela 2 laktaciji, druga je bila najvišja, podatki o plemenski vrednosti so tudi že znani za novembra 2021, ti so taki. No, boljša je pa ta krava, imela 2 laktacijah, v drugi laktaciji 8300 litrov, to so pa vsebnosti, to je standardni prikaz, to se pravi, kilogrami maščobe, procent maščobe, kilogram beljakovin, procent beljakovin. Potem se morata pa rejec in kupec zmeniti med sabo. To je v bistvu predstavitev delujočega sistema, ki pa bi potreboval precejšno nadgradnjo, da bi deloval tako, kot si rejske organizacije želijo, torej, da bi s posredovanjem ali pa prodajo plemenske živine
bile tudi financirane. Tako da tukaj zdaj odpiram malo debato, Jože, pa če bi lahko malo pojasnil, kako ste zdaj vi na upravnem odboru o tem razpravljali, oziroma do kakšnih zaključkov ste prišli, kaj bi bilo potrebno narediti torej, pri priporočenih cenah, katere živali se lahko ponujajo, ali vse, ali samo tiste, za katere rejci plačajo naprej, ali plačajo za nazaj, ali karkoli. In pa ali prodajati vsako žival, ali samo tisto, ki je v rodovniški knjigi. Se pravi, imaš čistopasemska plemenska žival, dejansko pomeni, da bi lahko zanjo bil izpisan pedigre. To ni žival, ki ima poreklo popolno. Da pa lahko dobi pedigre, pa mora biti rejec, član rejske organizacije, tukaj veliko stvari za sabo potegne, tako da to bi bilo treba rešiti. Zdaj lahko vam povem, da pri mesnih pasmah v tem rejski organizaciji se v bistvu nagibajo na to, da oni poberejo 10 evrov za izpisan pedigre in se sofinancirajo iz tega, kar se pač nateče. Ne bi pa omejevali prodaje, se pravi, kdorkoli lahko prodaja kakršnokoli žival, mesne pasme. Zdaj, tukaj je treba v bistvu vedeti, preden se stvar resnično zalaufa, ker bo enkrat zalaufala, je težko bistveno spremeniti, se meni zdi. Peter, hvala. Nismo dorekli, bolj se nagibamo k temu, da ne bi za to nekaj zahtevali. Je opcija to, kar se je omenil tudi premestni, torej izpis pedigreja. Je pa res, mi smo organizirani drugače kot vi, pa nas nimamo direktnega članstva, tako da tu z tega vidika ni tako enostavno kot pri mestnih. To bomo dorekli, mene zanima še zdaj par vprašanj. Zdaj glede tistega gumba, tisto boš ti porihtal, verjetno hitro, ne? Ja, to si sta pojavi, ne. Tako, zdaj kak pogosto, oziroma kako se osvežujejo potem podatki na naši spletni strani? To je v živo. V živo, ok, super. Kar se tiče cene, bomo mi pripravili cenik, ker bo upoštevano res ogromno stvari, ko se prej omenil, od elitne genetike do plemenske vrednosti, mlečnost mater, genomske plemenske vrednosti, višina brejosti. Tako da tu bomo naredili en model. Zanima me zdaj mnenje rejcev, kako vidijo tole stvar. Jaz mislim, da zadeva bi morala zaživeti tudi proti bolhi, kajti vseeno tu bo zadaj strokovni pristop z vsemi podatki, neodvisnimi podatki, torej ne modificiranimi ali pa, bi rekel, celo poneverjenimi. Vemo, to so plemenske vrednosti, tu je neodvisen služba, ki je to izračunala, tudi eksterier matere ali kakorkoli, vse podatke se da dobiti. Tako z tega vidika ne bo problemov. Kaj mislite reči? Prosim, vaša mnenja. Ja, Jože, slišimo? Ja. Jaz bi vprašal, če je kakšna možnost, da bi dali pri prodaji oziroma nakupu obvezno prilogo pedigreja, pa se te 10 evrov zaračuna, pa še mogoče plus 5 evrov genomske plemenske vrednosti nemške, če se to mogoče manjše živali prodajajo. Peter, tehnično bi se dalo to izvesti, ne? To se pravi, če bi bil pedigrej spisan, hočeš reči, takrat bi šele lahko ga jo prodajal. Tako. Ja. Mi bomo tako imeli en upravni odbor še zihar v letošnjem letu, tako da bomo v tem zihar dorekli. Branko, imate vi kako mnenje? Ja, slabo ne bi bilo, če bi bil priložen pedigrej pa vse.
rejske ni, bogotenje ali pa zbiranje nekaj velikih vsot denarja, bistvo je spodbuditi trg s plemensko živino. Jaz moram reči, da trg je živ. Mi prodamo tedensko samo s korekcijo informacij, sigurno tudi do 10 telic določenih tednih. Tako da trg dejansko je, nimamo pa ta trenutek enega imenovalca, ki bi lahko to delali. Jože, še eno vprašanje. Recimo, če si bomo pedigreje pol tisti 10 evrov recimo po pasmah delili, kaj pa neznano ali pa križake, kjer mu bi pripadali? Ja, načeloma pa neznanem, tu bi morali postaviti omejitev, kar sploh sprejmemo prodajo preko te spletne strani. Sam, ker bo neznano sprejel, bo največ zaslužil. Se je ono mogel oddati, se lahko naredimo, da neznane pasme krave sploh ne moreš, ne moreš niti v glasa oddati, to je čisto simpel. Tako da tu jaz predlagam, Andrej, da se dogovorimo na upravnem odboru, pa da rečemo. Jože, če dovoliš, jaz bi tukaj mogoče namignila, kaj če bi bilo ta nabor živali, ki lahko se sploh dajo, pač za katere se lahko odda oglas, da mora biti vpisane v rodovniško knjigo. Vemo, da pač v rodovniški knjigi imamo itak pač od glavnega dela do dodatnih delov. Ja, to je tudi dobro. Temu, kar smo nazadnje govorili, izognemo. Glejte, pa tudi potem spodbujamo rejce, da kjer še ni uredijo podatke, ali pa da bojo se držali tega, da dobi vrednost tudi rodovna žival, kar je ta trenutek nima. Ker edino za te živali tudi lahko izpišemo ustrezno zootehniško spričevalo, seveda sem za tiste, ki so v glavnem delu, a ne za tiste, ki so v dodatnem pač drugi dokument. Tako. Zdaj, če bi bil pogoj, da mora priložiti pedigre, mi tehnično lahko tako naredimo. Ko rejec zahteva pedigre in kaj pedigre dejansko izpisan, imamo mi to zabeleženo, se takrat lahko ta žival sprosti. Zdaj, kako to vidno pobrali, to je vaš... Tisto je naš problem. Ja, vaš problem, ampak mi točno vemo, zato, ker ženske živali so v rodovniški knjigi samodejno, ko so to zadosti stare, pridejo v recimo lisasto B razdelek, ne glede na to, kdo to prosi ali ne. Se pravi, če bi zahtevali pedigre, pa je to še dodaten korak. Jaz bi še sem tu vprašal, ko rekel, da grejo v B razdelek, zakaj že avtomatsko, ko se tetovirni list vnese, še že avtomatsko registrira, v kje razdelek gre? Piše, kakor B razdelek, ki tako ne more priti takrat, ko ga registriraš, ampak praviloma ne bi bile živali približno dosti stare, da bi prišle v rodovnik, recimo vsaj ne pol leta. In če tako gledamo pri plemenicah, se to zgodi, ko imajo ali prvo oceno, ali prvo telitev, ali prvo obrejitev, takrat približno se vpišejo. Za moške živali pa velja, zdaj lisasta še nima rejskega programa potrjenega, da se vpisujejo na zahtevo rejca. Se pravi, nikoli ne pridejo samo sami od sebe, razen če rejec reče, ja, rad bi vpisal tegale mojega bikca, in pa pride v razdelek, za katerega izpolnjuje pogoje. Največkrat je to B razdelek, prvi. Se pomeni, samo starši so čisto pasemski. Torej, če mi uredimo te tehnične zadeve, 1.1.22 je opcija, da uradno zalaufamo. Ja. Peter, jaz bi te prosil par besed v revijo o tem, to smo že govorili prejšnjo, ampak pol ni šlo skozi. Boš uspel? Ja. Ok. Še kdo kakšno vprašanje za gospoda Podgorška? Jože, jaz bi mogoče še nekaj dodala, ne da bi Petra vprašala, ampak nekaj dodala k tej zadnji debati. Se slišimo? Ja. Zdaj, pri lisasti pasmi in razvrščanju živali v rodovniško knjigo je v bistvu tako, kot je že Peter prej povedal, v primeru pa, da želite kot plemensko žival prodati ali bikca ali teličko, se pa
žival razvrsti takrat, ko je izdan zahtevek, da se izpiše zootehniško spričevalo za to žival. Se žival tudi avtomatsko razvrsti. In zdaj, če to povežem še aplikacijo za prodajo plemenske živine, v primeru, da boste želeli prodati, pač ste v rejskem programu in želite neko teličko prodati, bo to tudi lahko aktivacija, da se žival razvrsti. Ker vemo, da vse živali rojene, a ne prej gospod omenil, ko se napiše tetovirni listek, vemo, da veliko bikcev gre v pitanje, a ne, nekaj jih so kandidati za plemenske bike, večina teličke sicer res odbranih za pleme in tako naprej, ampak pač potem pa, ko pride do neke akcije, ali je namen, da se proda za pleme, kar bi bilo povezano z to prodajo plemenskih živine, ali pa pač tako kot je zdaj, a ne, ko se naroči dokument za plemensko žival, za prodajo mlade plemenske živali, se avtomatsko aktivira razvrščanje v rodovniško knjigo. Tako da to je tudi že v bistvu pripravljeno, da se zelo enostavno poveže. Hvala. Metka, hvala. Zdaj Tomaž se že oglaša, po moje bo nam za spodbudo inštitut ponudil kakšnih 30.000 evrov štartnega kapitala. Tomaž, se motim? A lahko samo vmes nekaj? Ne prav veliko, ker v bistvu razvojene take aplikacije je vreden sigurno 30.000 ali. No, evo, vidiš. Nismo pa imeli v bistvu namena vam posebej tega računa. Akceptirano. Sem pa razmišljal v eni drugi smeri, da nima smisla v bistvu posebej ne, če želimo v bistvu promovirati in doseči čim širšo uporabo aplikacije, čim širši krog ljudi, da preveč omejujemo in se preveč zapiramo. Vsekakor je treba pri prodaji ločiti, katere so plemenske živali in jih tudi jasno poudarjati, vendar bi lahko bile poleg plemenskih živali v ponudbi tudi ostale. Konec koncev tudi rečemo teleta za pitanje. Vendar morajo biti stvari pa v bistvu jasno ločene in v bistvu razmejene. Se strinjam. Tudi krave, ki niso primerne za mlečno proizvodnjo, pa jih ponudimo recen kravam dojil. Kakorkoli, ampak v bistvu jaz ne bi zelo omejeval, ampak ločil pa bi v bistvu posebej plemenske živali iz rodovniške knjige, tako kot je bilo že omenjeno. Zdaj, tam bi se na nek način bilo treba poudariti, da živali lahko pridobijo pedigreje oziroma zootehniške dokumente in da spodbujamo rejce, da jih v bistvu zahtevajo. Ok. Pol bi jaz tole točko zaključil, malo že zamujamo. Dr. Klemen Potočnik je že z nami. Peter, hvala. Ja,